En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Ni četrtek, ampak vseeno. Pomembno je, da v enem tednu posnamem, pa da vam sporočim tiste informacije, katere pač mislim, da bi bile dobre za vas. Ok, že v prejšnjem videu sem povedala, da bom poskušala 4 tedne in v 4 tednih mogoče razložiti, katere so tiste največje bariere, ki nas omejujejo in da karkoli bom počela, ker rada delam globino, ne rada delam površine samo, ker površinski stiki oziroma površinski odnosi nas nikoli ne pripeljajo do neke notranje izpopolnitve, notranjega miru ali nam iskreno ne povedo, ali pa drugače bom rekla, nam ne dajo iskrenosti do sebe, kaj v resnici želimo in nas tudi ne peljajo do tega, da čistimo tisto, kar je prav, da očistimo, da bomo lahko živeli srečno in uspešno življenje. Kaj pomeni srečno življenje? Za nekoga pomeni notranji mir, za nekoga pomeni, da dela v čudoviti službi, tam, kjer mu odgovarja, za nekoga pomeni čudovita družina, čisto vsak pač gleda na svoje življenje malce drugače. In bistvo je tudi v tem, da obstaja cel kup različnih akademij, cel kup različnih šol, kjer poučuje neka določena znanja. Moja želja pa je, da karkoli, ko se človek nauči, to ponotranji, to vzame zase in je vsako leto boljši. In kaj lepšega, če prije do tega? Naj vam podelim eno tako, mislim, da v prejšnjem videu nisem, ker se mi je to zgodilo to soboto. Ja. Se je moj starejši sin usedel k meni in sem ga vprašala, Tijan, katera je tvoja najmočnejša vrednota? Kaj ti ocenjuješ, da je tista vrednota, ki jo ti res živiš? In je rekel, družina. Vse, kar res, je rekel, v srčnosti želim imeti družino, ker je to nekaj, da ne bom zdaj nadaljevala, ampak da prijem do tega. Ampak jaz vprašam, in kako družino si želiš? In reče, točno tako, kot smo mi. Kaj lepše, kako slišiš od svojega 20-letnika, da vidi srečo v svoji družini in da si točno tako družino želi. Zato mislim, da ko človek začne delati na sebi, to isto prenaša na svoje otroke in ti otroci potem prenašajo naprej. Zato je dobro delati na sebi. Mogoče pa tudi, če pa v tem življenju vam to ni namenjeno, pa tako ne gledate moj video, ker ocenjujete, da je vse ok in greste naprej. Ampak res je, nekje je čisto vse ok. Ok, danes sem se odločila, da vam bom podelila druge dve vrednoti, ki se mi zdita izredno pomembni in tudi podelila bom mogoče kako zgodbico zraven, pa bom poskušala to narediti v 15 minutah, zato da je čim krajše, pa da si bodo lahko posvetili večer sebi ali pač družini. Iskrenost in sprejemanje. Najprej bom začela s sprejemanjem. Bolj, ko se sprejemate takšni, kot ste, tudi dovolite drugim, da so točno taki, kot so. In ne vzamete več njihovih, a veste, ne gledate, kako vas je nekdo prizadel, kaj je kdo rekel. Vzamete, da karkoli počne, to meni, če vi mogoče začnem zgodbo, pa bom potem povedala, zakaj je to dobro. Seveda, to ni moja zgodba, ampak je moja zgodba skoraj zelo podobna kot pri tej podjetnici. Ena podjetnica, marsikatera med vami tudi podobno, je ustvarjala kariero in je bila dokaj uspešna v tej svoji karieri, 30 let. Delala je vse tisto, kar se od nje pričakovalo in zelo veliko je sledila drugim. Upoštevala druga mnenja, kaj pa ti misliš, zakaj pa bi ti bil dober. In vsakič vsi so jo tako poznali kot uspešno, cvetela je, radi so se učili od nje in potem je nekega dne rekla, veš kaj mi ni jasno, vsi me vidijo kot največjo zvezdo, jaz pa v resnici se ne čutim toliko srečna navznotri. In zdaj nekaj, oh my god, evo, sva že 2, oziroma ne 2, nas je že kar več v tej isti zgodbi, ali pa rečemo v tem klubu. In potem se nekaj pa lej, če ti to vse obvladaš in če vse to znaš, zakaj to ne pustiš in se odločiš in greš delati nekaj, kar te v resnici veseli. In pol mi ona reče, pa dej neki, 30 let sem gradila to kariero, 30 let postavljala, poglej, kam smo prišli, kaj smo naredili, kaj bom zdaj, mogoče 20 let do penzije, še niti manj kot 20 let do penzije, mislim, da mi je rekla, da ima še manj let do penzije, je rekla, zdaj bom pa spet šla nekaj novega odkrivati. Jaz rečem, če nisi srečna, zakaj v resnici ne bi šla delati tisto, kar te res osrečuje?
In potem je rekla, ja, pa se ne vem, če kaj znam, pa gor dol, kar pomeni. Vedno, ko si više pri vrhu, si zelo zahteven. In potem posledično, ko si tukaj zahteven do sebe, si tudi zahteven do ostalih. Zaradi tega, ker misliš, to še ni dovolj, pa še to moraš biti, pa še to. Jo, jaz vem, da sem imela en scenarij, drugi scenarij, tretji scenarij, A, B, C, D. Vedno polno scenarijev sem zato, da se slučajno ne bi karkoli zgodilo in šlo narobe. No, in naj podelim zdaj zgodbo, to pomeni, konstantno je poslušala druge in s tem, ko je poslušala druge, je bila uspešna, ampak v resnici ni bila srečna, imela je vse, ampak ni čutila notranje izpopolnjenosti. In potem je začela malce ustvarjati, se reka, dej na list papirja, napiši. Najprej, kar je dobila afirmacijo. Afirmacije, te pozitivne izjave nam izredno veliko pomagajo, da naše misli, ki so bile nastavljene iz otroštva, od okolice, ne vem, da nismo dovolj dobri, da moramo poslušati druge, da je prav, da drugim sledimo, da se moramo za druge dokazovati in tako naprej. Afirmacija nam pomaga, da mi lažje gremo skozi življenje in potem začutimo sebe. In afirmacija, ki lahko tudi vam pomaga, to je osnovna moja afirmacija, ki jo dejansko ljudje dobijo in delajo na njej. Jaz vsakič, ko mal padem, je to afirmacija, ki jo konstantno vadim. Sprejemam se točno takšna, kot sem in si zaupam. Sprejemam se točno taka, kot sem in si zaupam. Zakaj? Ker če sprejemam sebe, sprejemam tudi druge ljudi. Da nadaljujem zgodbo, da končam to zgodbo, ki je resnična zgodba. In potem je začela malce delati to, kar ona rada počne. V čem je dobra, ampak tako je vsem dobra, je treba malo to obnoviti. Najprej si je napisala listo vrednosti. Vredna sem, in je vse pač pisala o vrednosti. Vsi tisti, ki se učite preko mojih videov, veste, da to uspeva. Ena izmed takih je moja zlata Majda, ki je bila z mano na visokem in se samo preko mojih videov uči, ne rabi se učiti, ona samo ozavešča ali pa odpira svoje znanje, ki jih ima in dela velike spremembe. Tako da, Majda, iskrena hvala tudi za to. No, in kaj se je zgodilo? Začela je počasi in danes že 2 leti zelo lepo opravlja svoje delo in je izpopolnjena v svojem delu, čuti notranji mir, nikomur več se ne rabi dokazovati, niti in kaj je najbolj pomembno vsem tem, da vse ljudi sprejema točno takšne, kot so. In vzame od tega to dobro, od onega dobro in vsakič vidi za ljudmi, ne vem, če se kdo razburi, ker pač dela z različnimi podjetniki, dela v top managementu. Top management, ampak glede na to, da je tako dobro kadrovala, to tudi sedaj lahko počne, je rekla, veš, jaz iz njihovih zgodb razberem, ki imajo bolečine in potem vzamem samo tisto, kar je dobro in to dobro sprejmem, da so čudoviti. In ko ona njim pokaže, kako jim da so vredni v njenih očeh. Zakaj? Ker ona čuti svojo vrednost in ona sebe sprejema. Delajo odlične odnose. Evo, to je ena zadeva. Zakaj je dobro delati na sebi, da sebe sprejmete? In tudi zraven sem vam napisala stavek, da ga ne bom ponavljala. Potem tudi ne dvomite vase, kar smo prej govorili o zaupanju, ampak res izhajate iz tega, da vas vesolje vodi in se prepustite, tudi strahove odmaknete iz svojega življenja. Se veste, da strahovi so naši največji na nek način zaviralci, v resnici pa tam, kjer nas je strah, tam je največ skritega. Ko bi človek samo upošteval, zakaj me je zdaj tole strah, kaj lahko ven iz tega se naučim. To bo sigurno top, če bom to pa to naredil. Verjamete, da boste naredili veliko spremembo. Tako da, ampak do tega sprejemanja je res treba mal doliti, pogledati, zakaj smo jezni, kdo nas je razjezil, kdo nas je prizadel. In my God, tukaj se bo delalo na spuščanju jeze, žalosti, prizadetosti. Zato, da res rečemo, pa res sem top, pa res sem dobra, pa res marsikaj znam, pa res marsikaj. Tako da, sprejemanje pomeni tudi to. Najprej čiščenje, vso jezo, ki jo imate, prizadetost, žalost, ne vem karkoli še imate skritega notri, zaradi tega, da boste lahko potem rekli, super sem, poglej, kje sem danes. Zato, ker sem vsaka ta bolečina me je pripeljala tukaj, kjer sem danes. Ampak najprej odstraniti ali pa vsaj ozavestiti, zato da veste, do česa je prišlo, ker če vam nekdo reče, ker tako nekje je vmes nekaj groznega, da se ne čutite prizadeti, da dejansko rečete, aha, to je že v njemu, vem, kdo sem, se sprejemam takšno, kot sem
Nisem najboljša, vem pa, kakšne so moje kvalitete. Vsi imamo pluse in minuse, to je treba sprejeti, v dobrem ali pa v slabem. Tako da sprejemanje je ena izmed zadev, ki vam lahko omogoči, da resnično delate tisto, kar želite. Ta druga, ki se zelo, zelo navezuje na to, je pa iskrenost. Pa bom najprej podelila spet eno resnično zgodbo. Čudovita učiteljica, krasna učiteljica, ogromno znanja in ker je tako stroga do sebe, zdaj sem glih pomešala, prej sem hotela, čisto sem pomešala, prej je bila zgodba o iskrenosti, zdaj je pa o sprejemanju. Prejšnja zgodba je bila o iskrenosti, ker si iskren do sebe, potem v resnici konkretno veš, kaj je tisto, kar te izpopolnjuje in kaj ti daje notranji mir. Oh my God, da sem že cel dan skozi samo govorim, to pomeni, da sem oboje pomešala. Iskrenost, in ko govorimo, če hočemo biti iskreni do sebe, vedno rečemo, sem iskren do sebe in tudi do drugih. Ali pa govorim iskreno in odprto. In ko govorite iskreno, vidite, da boste prišli točno do tistega rezultata, tisto, kar vas res osrečuje in kaj čutite notranji mir. In potem boste prišli tudi do poslanstva. Ko me kdo vpraša, kaj je moje poslanstvo? Poslanstvo bo, ko boš iskren do sebe, ko boš dovolil, a si srečen zdaj v službi, kaj te osrečuje, delaš rezultate. In ko do tega priješ, verjamte mi, da čisto vsak dela potem tisto, kar ga res veseli. In tudi strahove druga stran. Ok, gremo zdaj sprejemanje, se opravičujem. Iskrenost, zdaj pa prije sprejemanje. Prva zgodba o podjetnici bila iskrena, je postala do sebe in je, danes živi izpopolnjeno življenje, dela to, kar hoče, zadovoljna je, ima čudovite stranke, sprejema tako stranke, iskreno, take kot so, nič jih ne spreminja, to je to. Druga zgodba, ki je pa tudi o sprejemanju, to je bilo meni najtežja lekcija, resnično najtežja lekcija. Vedno sem mislila, da nisem še dovolj dobra, pa še to, pa še vedno mislim, da še treba karkoli narediti. In vsako leto rečem, jaz zdaj še manj znam, kot sem znala. Glih s tem namenom, zato ker sem odprta za nova znanja. In od ljudi tudi sprejemam nova znanja. Pa bom najprej povedala zgodbo. Učiteljica. Zelo stroga, ampak zelo inteligentna, zelo veliko znanja, ampak je bila tako stroga. V resnici je bila tudi stroga do sebe. Zelo stroga. Vedno je bila postavna, urejena, vse je videla grozno. Vsi so bili grozni, učenci smo bili grozni, nič ni bilo v redu, imela je to noter v sebi, tudi poniževanje, da je marsikom rekla, pa kako si to ne zapomniš, pa zavila z očmi in tako naprej. Mogoče se bo kdo najdu, pa se bo mogoče povezal. In kaj je bistvo? In potem se je začelo dogajati, da se je odločila, da bo delala na sprejemanju. Kaj ti? Zgodi se tudi v tem primeru, da potem, ko ti sebe ne sprejmeš svoje mame, ne sprejmeš svoje sestre, ne sprejmeš svojega brata, svojega partnerja, svojih otrok, nikogar ne sprejmeš. Zato, ko noben ni nikoli dovolj dober, da bi ti ustregel, pa da bi točno to naredil, kar je prav pri sprejemanju. No in pri sprejemanju je res sedela na tem, kar sem rekla. Sprejemanje, jeza, žalost, izredno se čisti na teh stvareh. No in ko je začela delati na tem, ker je videla pač, da ne gre, zdaj vam delim mojo zgodbo, ker je bila ena moja učiteljica tudi takšna, ampak to vam zdaj delim resnično zgodbo ene učiteljice, profesorice na srednji šoli, pa veste, kak so najstniki, najbolj pametni, za 6 nog, tak reče moj mož, ne za 4 noge, za 6 nog. In je rekla, zdaj pa ne vem, ne morem več zdržati v tem poklicu, vsak dan sesuta hodim domov, testi so slabi, noben je pisal, 5 dvojkov, vse je ostalo enice. In potem me vpraša, nekaj je narobe. In zdaj sem ugotovila, da mogoče nekaj narobe na meni. In potem sem videla, koliko je zahtevna do sebe. In ko je začela delati najprej na afirmaciji, sprejemam se točno takšna, kot sem in si zaupam. In ko je začela čistiti jezo, kaj se je zgodilo, ne vem, pri starših, kaj se je zgodilo pri prijateljih, kako so jo ponižvali, da ne bo končala tega faksa, da nikoli to ne bo zmogla, ko vse se je nabralo noter, oh my God. In potem rečeš, pa ni čudo, da smo še mi tako ok, mi smo top, zaradi tega, ker pač moramo biti tako pa nasmejani. Jaz pravim, vedno se bojim tistih ljudi, ki so skozi taki prijazni, nasmejani, ker ne veš, kaj se noter skriva. Jaz vam reč take, kot tudi kaj povejo, pa to je to. Sprejmeš ga, ker je pristen.
In ko je začela delati na sebi, kaj se je zgodilo? Ko je prišla k meni, je rekla, my God, čudovite učence imam. Drugače jih je začela gledati. Videla je, kateri najprej, prva, najbolj pomembna stvar, katera je. In potem je videla, koliko starši na nekatere otroke vplivajo, kaj pričakujejo od njih. Je rekla, in potem jih še starši vsak dan bozorirajo. In potem pridejo še na mojo uro. In še na moji uri jih jaz bozoriram. In rekla, oh my God, pa ni čudno, da me noben nima rad. In kaj se je zgodilo? Kar naenkrat je spremenila pogled, začela se z otroci pogovarjati, oziroma z najstniki in dijaki, naredila velik preskok in danes je srečna. In glede na to, naj pa povem, prišla je pa k meni, da bi zamenjala službo, ker ne more več na tem delati. In jaz vam naj povem, ko sem bila tako najprej z njo, smisla, oh my God, a bom jaz z njo shendlala, a bom shendlala, ker sem v sekundi. To je bilo tako, ko je govorila, sem videla mojo učiteljico, mojo profesorico iz srednje šole, ki je bila noro zahtevna, ampak veliko nas je kaj naučila, ampak noben ni hotel biti pri njeni uri, ker smo mogli konstantno biti usmerjeni v to, malo si pogledal, je že te nazmerjala, In glih to je pa poanta sprejemanja. Srčno upam, da vam nisem zdaj pomešala stvari. Ko sprejmeš, ko začneš delati na sprejemanju sebe, tudi rušiš dvome in te ne zanima, tudi če kdorkoli govori, samo sprejmaš dobre stvari. Tisto, kar je za osebo, to pomeni, vzameš osebo točno takšno, kot je, ampak iščeš dobre lastnosti, ni iščeš slabih, zato ker jih pri sebi več ne vidiš toliko slabih. Pri sebi rečeš, delaš po najboljših močeh, hočeš pokazati najboljših močeh in verjamte mi, da to vedno vpliva dobro na ljudi, ko ljudi vidijo, da pač si naredil vse, kar moreš, to je to. In resnično odmaknete ti dvome, ki se vam pojavljajo. Naprimer, jaz jutri grem na eno konferenco in jaz sem odprta za nova znanja. Spomnim se pa 20 let nazaj, ko sem šla in sem rekla, a me bojo kaj novega naučili spet. A me še bojo naučili, a bojo spet ponavljali, kar je bilo starega. Zdaj pa rečem, oh my God, jutri bom sigurno dobila cel kup odličnih idej, kako bo naše podjetje Skaza še boljše in kako bom jaz poskušala biti boljša in svoje znanje integrirati noter v moj program ali pa v ljudi, s kateri rastejo z menoj. Tako da, ko je človek, ko se sprejme, potem tudi dovoli, je odprt za nova znanja in dovoli, da to znanje prije do njega. In celo, da ga integrira. Ok, iskrenost in kaj se vam pa postavi najboljša varianta v vseh teh dveh stvarih. Ko ti postaneš iskren, tudi iskreno poveš, ne vem, stranki, koliko je ura, sem že 20 minut, poveš iskreno stranki, kaj si želiš, greš do stranke pa rečeš, bom podelila zgodbo, tako da je spet mogoče plastično. Ko grem z enim poslovnim partnerjem, rečem, veš kaj, jaz bi si želela organke prodajati, a mi jih lahko ti zraven, ker si tako močna na teh trgih, zraven vključiš, jaz bi pa vključila tvoje produkte zraven v naš asortiman. In ko to poveš, si iskren, na drugi strani tako dobiš iskren odgovor, reče, ja, veš kaj, mogoče me zanima, ne vem pa, zakaj to bi, in pol ti odpreš temo, zato ker mogoče, če imamo večji asortiman, če pa palamudiš, če pa zavijaš v folijo, pa že te vzgubiš bistvo. Po kaj si sploh prišel? To meni, učimo se biti iskreni in potem dejansko imamo tudi več fokusa, smo osredotočeni, jasnost imamo in to jasnost nas pripelje do jasnega cilja, po tisti cilj, kaj v resnici si želimo. In ko boste iskreni, ko se boste začeli sprejemati, boste znali ljudem postavljati meje. Oh my God, jaz sem bila ena izmed najmlajših podjetnic, a veste, ko prideš v krog Marjana Batagela, Akrapoviča, Joca Pečečnika in vseh tistih, ki so še zraven, Petriča, Škrabca, gor dol, predstavljali si, oni so tako, dobro, Joc je najmlajši izmed teh, ampak vsi ostali so pa tam nekje 20 let starejši, če še ne malce več. In glede na to, da sem mlada in da so me starši učili, da je treba vedno poslušati starejše, jaz sem jih poslušala in tudi marsikaj so mi kdaj pridigali in to in potem sem razmišljala, pridigajo mi oni po komentarjih, ko me imajo možnost pridigati, pridigajo mi tiste starejši, pa to ni, pa ti bi mogla tako, pa ti bi mogla tako, pa ti bi mogla tako. Zdaj, kako jaz na to gledam? Vzamem tisto, kar je dobro. Tisto, kar pa ni dobro, pa rečem, ok, verjamem vase, da to zmorem in grem naprej. Tako da, ko znate postaviti meje,
verjamte mi, da boste tudi uresničevali svoje poslanstvo in sledili svoje viziji. Evo, to so danes 3 točke, upam, da vas nisem preveč zmedla. Se vidi, da malce, ko cel dan, ko cel dan delaš, potem sem čakaš, kdaj boš povedal tisto, kar je najbolj pomembno. Ampak lepo prosim, iz tega videa so tiste 3 točke, ki so najbolj pomembne, sem jih tudi prepisala. Sprejmite sebe, ker s tem, ko boste sprejeli sebe, boste sprejeli druge in boste odvrgli vse dvome. Bodite iskreni do sebe, ker če boste iskreni do sebe, boste videli, da boste, samo jasen cilj boste imeli, lepa pot se bo naredila, ne boste več, vse iskrenost prihaja znotraj vas. To je isto, kot da rečem, gremo v Ljubljano. Točno veste, po kateri cesti greste v Ljubljano. Če pa vi imate meglo, bo pa tudi tam megla, ne more biti drugače. In potem, ko imate to dvoje, boste znali jasno postavljati meje. Tako da, vse to se da naučiti, čisto vse se da naučiti, tako kot prebrati knjigo ali pa se naučiti, ne vem, digitalnega sveta, nekega novega stroja upravljati, kaj še, naučiti se nek novi material, o produktu, o novi stranki. Zelo radi vse vloge upravljamo od zunaj in to je prav, ampak ni poslovne rasti brez osebne rasti. Res je ni. In vidim potem, kje se človek zgubi, ko ne dela na osebni rasti, potem začne iskati izgovore, ker je to noter v nas, ker mi smo lena bitja, mi delamo po principu, kako bi bilo najlažje za nas in potem pozabimo v resnici, kaj je tisto, kaj si v resnici želimo, zakaj smo si postavili cilj in pa spet rečemo, drugi so krivi. Ko pa se sprejmemo, pa smo iskreni do sebe, kako znamo lepo meje postaviti in brez težav, kar je nekaj najlepšega, znamo reči ne. In ko znamo reči ne, takrat prvič iskreno damo nase. Iskreno damo nase in ko upamo povedati resnico, zakaj ne. Ni v redu, bi malce drugače, ne vidim, da je kaka sinergija med nami. Druga stran, ni pomembno, ali bo tista stran zamerila. Pomembno je, če je vaša duša čista. In če je vaša duša čista, je lepo življenje. Se boste ulegli, pa zaspali. Ulegli se boste lepo, zbudili se bo, ulegli, zaspali in zbudili se boste srečni, zdravi boste, da boste imeli nekih bolečin, zato ker se zadržite noter. Se veste, da bolečine oziroma bolezni prihajajo zaradi tega, ker neka vaša duša vas opozarja in potem, ker vas ne more drugače opozoriti, vas pač opozori z boleznijo, zato da takrat postanete pozorni. Želim vam en čudovit teden še naprej, imejte se lepo, bodite predvsem iskreni do sebe, sprejmite se taki, kot ste, delajte na 2 afirmacijah, to pomeni sprejemam se točno takšna, kot sem, ali pa sprejemam se takšna, kot sem in si zaupam. Zakaj? Zaradi tega, ker boste potem zmanjšali dvome in govorim iskreno in odprto. In ko začnete govoriti iskreno, tudi če vam kaj pade ven, rečete, oh my god, ampak glej, sem povedal resnico. In ne boste imeli nobenih težav z grlom, nobenih prehladov, nobenega kašljanja, nobene gripe ali pa karkoli takega, kar vas ovira v življenju. Mislim, meni je zanimivo, ko vidim ljudi, to je odlična knjiga, ki ste jo sigurno prebrali, tisti, ki me že gledate, zdaj gledam, kje jo imam. Še moja mama jo je prebrala, sem ponosna na mojo mamo, ker toliko dela na sebi. Škoda, da ni prej, ampak mi je všeč, da pa zdaj, zato si podaljšuje življenje. Vsaka bolezen sporoča eno izmed vaših čustev, eno izmed vaših vrednot. In naprimer, če vas grlo močno boli, pa veste, da niste iskreni, ker to je komunikacija. Niste iskreni do sebe, niste iskreni do drugih ljudi, hočete ugajati in vse, karkoli se vam na grleni čakri dogaja. Je zelo dobro govoriti resnico, povedati svoje strahove ljudem. Tu bi tudi lahko imela kako temo, ampak to pa za drugič. En čudovit večer vam želim, imejte se lepo, zdaj pa dost.